Prav lepo pozdravljeni, vesel sem za tiste, ki ste prišli. Moj tokratni gost, naš gost je Boris Karlovšek, plodovit pisatelj. Boris, glede na to, da se videla že kar precej let poznava, se bova tikala, ne? Ja. Boris, treba se najprej sprehoditi skozi tvojo pisateljsko pot. Pisati si pravzaprav začel v zaporu. Seveda, tega se bova še dotaknili. Ja. Ampak najprej, zakaj? Najprej vse lepo pozdravljam. Bi pa rad povedal, da je prva knjiga, ki sem napisal, je bila Tajni policijski sodelavec leta 2016. Jaz sem brat Igorja Karlovška, dvojček njegov, in on je že znan pisatelj in sem mislil, da nikoli ne bom pisal. Potem pa so se mi zgodile stvari, o katerem bomo v nadaljevanju, in sem rekel, zdaj jim bom pa pokazal. Ne? In zato sem napisal knjigo Tajni policijski sodelavec. V njo sem tudi vpletel ljubezenske zadeve, zato ker se mi zdi, da je sam tista puhla policijska zadeva je bolj žalostna. Tako da, ko sem jaz to knjigo dal ven, sem srečal, da je vzel pod svoje, žal zdaj že pokojni David Tasić preko Karantanije, in mi je pomagal, da je šla v eter, se pravi, da je šla med ljudi, polasiral je in ugotovili smo, da je veliko ljudi pravi to knjigo. Potem sem se spomnil samo enega, ko prideš iz zapora, tu je potem, ko prideš, imaš na razpolago in zelo malo možnosti, da bi delal tisto, kar si prej. In imam jaz dva brata, dve sestre, in en brat mi je rekel, da ne bi slučajno pisal, in drug mi je rekel, ki je profesionalni šofer, da ne bi slučajno vozil. In pa sem vozil sandvič od eni zjutri do zjutri, mislim do 8 dopoldne, pa sem pa pisal. In dejansko je brat mi priznal, da imam idej kot pes Bog, se pravi, da lahko naredim kaj uspešnega na področju kriminala, ker sem se s tem tudi srečal, se pravi gospodarsko, ne govorim o tistem krvavem. Tako da, na začetek je bila ta knjiga. Sem pa ponosen na eno knjigo, ki je mi po srcu, in sicer to je pa knjiga Stoja na progi. To je knjiga, literarizirana biografija o Leonu Štuklju. To je bil človek za vse čase in tam me je navdihnil za stvari, ko jih še zmeraj upoštevam. Si ga tudi osebno poznal? Ja, osebno sem ga poznal, na srečo sem imel, da sem ga poznal, ker deluje v isti družbi, v kateri sem jaz potem 15 let kasneje. On je pa vsak let prišel iz Maribora na večerjo ali pa kosilo in jaz kot ljubitelj športa sem ga okupiral do konca in sem hotel z njim se pogovarjati in mi je povedal stvari, ki še zdaj jaz tudi upoštevam. Namreč on je bil izredno, on je bil človek za vse čase, se tem reče, takih ni. In ena od stvari, ki mi je rekel, je bila to, ne brci človeka, ko leži na tleh. Se pravi, ko se bomo pogovarjali o policajih, ne bomo odprihal po njih, po noč, ker jih rabimo in je veliko poštenih med njimi. Včasih je pa tudi kaj tazga, ker pač naša zakonodaja ne zna tudi definirati tako, kot treba in mogoče kjer da izkoristi kako luknjo. Tega se bova še dotaknila, kako so si potem... Ja, potem, ko sem dal knjigo ven Tajni policijski sodelavec, je kot ta si šla idej naprej piš. Potem sem napisal eno tako trilogijo. Ena je bila Tajkun. To je knjiga, ki govori o enem slovenskem tajkunu. Vsi ga poznajo, sam ne smem povedati, kdo to je. Še vedno na položaju? Ja, še zmeri vse. No, druga je bila pa tista knjiga, ki je bila moja zelo zanimiva, in je pa prezrta. To je pa knjiga Domovina. Govori o orožarski aferi v Sloveniji. Ampak že tisti predhodni? V tisti, ko je ni bilo, dejansko. To sem pa zvedel od... Moj brat je bil odvetnik in je zastopil Nikolasa Omana. Nikolas Oman ima pa sestro in tista sestra, se pravi njegov nečak, je pa potreboval pravno pomoč na področju ustanovne film in smo se pogovarjali. In sem pa tudi veliko stvari videl, ugotovil in mene najbolj smešen, ker so mi policaji ali pa kriminalisti razlagali, da če treba kjer ga onemogočiti, postane pedofil ali pa posiljevalec. In naš Oman je postal pedofil. Sam, če bi videli tega človeka, ko je več 190 cm, pa kakve pobe ima, ne se bi nam
verjetno poznate, in Harryja in unga drugega, tu so pobi, ko nimajo nobenih vez ali pa da bi oče bil pedofil. Ne. Ampak tako pač ti plasirajo in si lahko vesel, da nisi posiljeval, skupaj ali Assange, recimo. To je to, ne. V glavnem, ko sem tudi ven, sem pa videl, da dejansko s tem težko zaslužim, ne. No, tisto orožje se je pripravljalo že prej, to je ena taka zgodbica, ki je zanimiva. V glavnem, šlo je zato, da so določeni v Evropi mislili, da se bo Jugoslavija razletela že 88. leta, ko je bila afera JBTZ, in takrat so nam pomagali. Ne? In ko so ugotovili, da se tu ni zgodilo, so mogli orožje nazaj vzeti. In ena zgodba je o tem, da je eno orožje ostalo v eni luknji, ker se je podrla. In tisto ozemljo imela ena gospa in to je bilo v privatni lasti, niso mogli do tega priti, pa so pa eni želeli, da bi se tu odkrili, da bi Nemce malo zašili, ne? Drugi pa niso tega, to je bila ena taka zanimiva zgodbica, fajn. Tudi je fajn za prebrati. Ja, luškano. Ampak glavno, to je zdaj vzajemo, da je bilo to zgodbica, ki se je kao zgodila, ampak je bila pa zgodba, ki se je zgodila. Ja. No, potem sem pa videl, da dejansko mladinsko knjigo probam narediti, ne. Rekel, da sem prednji sem napisal vse tiste tri prve knjige, sem probal preko založbe Miš eno mladinsko, enega, rad nam vse, ne, enega kraškega ovčarja, eno zgodbo o Donu, in sem poslal in nisem nič povedal bratu, ne, ker brat ima pri Mišu vse skup, ne, tak je hišni pisatelj, ne, in so mi odgovorili, da ne bojo vzeli, ampak sem bil vesel, ker sem videl, da sem tik pod vodo, ne. Ena gospa je rekla, da je knjiga za to, da se objavlja, ena pa da ne. Zdaj, če jo gledam, vidim, da je bila grozna, ne. Ampak v glavnem, potem sem pa začel pisati mladinske in sem imel srečo, da sem se lotil teme, ko je zelo zanimiva, medvrstniško nasilje. To je bila knjiga Mabel. In otroci so tako dobro sprejeli, da sem bil res navdušen, posebej pa, ker je šola Antona Globočnika je vzela za domače branje in pol je učiteljica, ko je dala jim za brat, želela njihovo mnenje, ne? Da vidi, kako oni reagirajo. In otroci so napisali pismo pisatelju, ne? Ona je pa prebrala, ampak so pa vprašali, kdaj bo pa zdaj ta pisatelj odpisal, ne? In potem so me poklicali, in potem smo začeli pa sodelovati, in potem nastala knjiga drugi del, zdaj pa še tretji in tako naprej. V glavnem... Zdaj pa konj. Ja, tudi konje, da? Enega imam, ja, to sem imel aparat skozi, ne? Dokler nisem šel mimo enega žrebička, ko mi je pa pokazal, kako se zadnje noge lahko hitro sprožijo, me je zadel prsi, tako da sem pa nisem upal doma povedati, ne. Mama je ugotovila, da je nekaj bilo, ker sem mleko polil, ne. Ker sem šel po mleko tam na kmetijo, sem tistega žrebička hotel odzad pobožati, napaka. Konje moraš zmeri priti od spredje. In moraš počakati, da on vidi, ker on je rastlinojec in se boji predatelja, ne, se pravi, on nagonsko mora biti pripričan, da je varen. In potem, ko bo fepčen, bo prišel do tebe. Ne? Če imaš pa jabko, bo pa še vrat, kaj je. Še redo. Ja, tako. Pogledam, ja, to je v redu, ne? Ja, je v redu. Sicer bi je potem bilo malo bilo plav, ne, sem skrivo, da mama ni videl. Ampak še dihaš, srce odlipa in pišeš. No, zdaj pa razen tega sem se pa še tudi odločil, da kriminalke pišem, pa zmeri v kriminalke rad malo gospodarskega kriminala vpledem, ampak ljubezen je pa to prva, ne, to pa mora tudi biti, pa take odnose, zakaj, kje, kaj in tako naprej, ne, probam like različne, imam pa eno napako, ko jo ne morem še odpraviti, ne, pri meni je vse fajn, ne, pri meni so glavni mati preveč lep, nikoli nima dobenih napak, tu moram še malo popraviti, ne, to mi je tudi brat povedal, ampak mi je tudi en kritik povedal, da sladkor mora zmeri biti, ne, brez supra ni neč, tako da bom še nadaljeval v tem stilu. Brez kakšnega ljubezenskega razmerja. Ne, mora biti to vse. Pa včasih mora tudi kri teči, ne? Ja, v teh kriminalkah. Ja, no in ena je postavljena ta krvava odkupnina na Švedsko. Ja, to sem zelo ponosen na njo, ker sem v njej, ali pa bom rekel, zmeri se z bratom, nimamo časa brati knjige drug od drugega, ampak imamo tisti strah, da ne bi en drugega kopirali. Ne? V eni knjigi se nama je zgodil, da smo en isti dogodek, ki se nama je zgodil v mladosti, oba uporabila, ampak to je bilo edino.
Jaz bi rad bil zmeraj originalen, zato veliko gledam in berem kriminalke, če ne imam čas, ne, ker pravi, da učiš se, ko bereš, pa ko pišeš. Ne. Prav ne sam pisati, moram tudi brati. Torej, ti še znaš brati, ne? Še nisi čisto zasvojen z mobilnimi napravami. Ne imam rad tudi, da v roko znam. Sicer moram pa povedati, no, da sem bral knjige tvojega brata in seveda tvojih več, da ne režeta isto špuro. Ne. Je to sta kar unikatna oba. Odlična. Hotel sem reči, da pri tej krvavi odkupnini se mi dopadl Štokholm. Bila smo z bratom 77 leta v Štokholmu, takrat je bil še pač drugače, pa tist mi je šlo Gamla stan, pa tiste ulice, pa tist mi je bil všeč. In ko je napisal ta Millennium, ne, knjiga, ko je šla Dekle z zmajem tatujem, pa tist naprej, ne, sem rekel, jaz bi tudi rad nekaj kitajsko napisal in sem pač malo kopiral Štokholm potem. Druga stvar je pa, da sem probal noter najti stvari, ker jih doben še ni napisal. Ne. Dejansko ideja tista, ne bom zaradi tega, kot tisko brat bere, da bo pač ugotovil. Smeš preveč povedati. Tako, no. Hočem reči, da ponosen sem na tisto unikatno situacijo, ker je oče ugrabljene reagiral na izjavo policijskega načelnika, ki je rekel, da ne smeš plačati odkupnine. Ne? Ampak vse bojo prebrali bralce, ampak enostavno to še ni doben napisal, tukaj sem jaz v tej knjigi naredil. In to mi je všeč. Ne? In zato so take knjige unikatne. Jaz sem tudi nekaj teh kriminalnih romanov prebral, teh skandinavskih, tudi švedskih avtorjev. In sem nekako prepričan, če bi ta knjiga išla pač v slovenskem jeziku, če bi išla recimo najprej v švedskem jeziku ali pa v norveškem jeziku, v danskem jeziku in bi jo potem neka naša založba prevedla, bi bila, bi šla. Bolj verjetno kot pa gre od domačega slovenskega avtorja. Morate vedeti, da recimo največ knjižnic v Sloveniji, zdaj da se sam trudim, tudi gremo okoli, ne? 58 knjižnic za 56 imamo, tistih glavnih splošnih, ki imajo sicer še pol podružnice in tako naprej, ampak 30 od teh vzame eno knjigo. Ne? In zdaj, če vzame eno knjigo, pa če računate, da je izposojilnina tam 14, mislim, rok izposoje 14 dni ali pa mesec, pomeni, da bo 12 ljudi prebrali to knjigo. In tu je premehna vsota ljudi, da bi se mnenje o tej knjigi sploh ustvarili. Se pravi, ne more se ustvariti mnenje, ki bi prinesel možnost, da bi tako... Razen, če nisi že prej, recimo, Drago Jančar, ne? Ali pa kakšen drugi prepoznaven avtor, ti si pa pač še utiraš pot prepoznavnosti. Glede na to, da bova govorila o tajnem policijskem sodelavcu, ne morava povedati, da je šla potem tudi številka 2, ne? Ja. Tukaj smo na ničke napake skupaj z Jaz sem dejal, ker je predebela? Ne, druga stvar. Številka 2 mot, ne. Dejansko je problem v tem, da tajni policijski sodelavec je bila mišljena kot 1. 2 pa sploh ne bi smela biti, ampak bi mogla biti knjiga, recimo, dogodki na dobu ali pa, ne vem. Što se je v tem, da ljudje se ustrašijo, ko vidijo 2, pa reče, zdaj moram pa najprej 1, ne. Pa lahko. Ampak obe so pa take, da so za sebe, same za sebe, niso povezane. Govorim o tem, da v prvem delu je napisana v tretji osebi, drugi del, tajni policijski sodelavec po prvi osebi, ker sem hotel sam povedati svojo zgodbo. Ne dotika se tisti, ker je v prvem delu govori sam o tem, da dejansko veš, da je nadaljevanje zgodbe o tem tajnem policijskem sodelavcu, ampak ni... No, vse to sem tudi jaz sam pričakoval, ampak sem potem vsem bil navdušen, ko sem jo prebral. Seveda, tega se bova dotaknila prvega in drugega dela, tvojega preživljanja prostega časa v zaporu. Pa še potem Medene solze pri založbi Primus, če se ne motim. To si pa dejal, jaz vem, da je moja mama, ki ima 87 let, da si pa pisal to knjigo malce za starejše. Ne? Ja, to je res. Za nas, ko imamo sive lase, se pravi, moj brat je, mislim, spet govoril o mojem bratu, no, tako je, ne? Ja, tvojček. Dejansko rekel, ne možeš pisati sam kriminal. Če hočeš ti pokazati svoj talent, če ga imaš, ne, potem se bo izkazal takrat, ko boš mogel napisati
nekaj iz psihološkega stališča bolj pomembnega, kot je pa raziskovanje umora. Zdaj bom rekel nekaj, kar je grdo se slišal, kriminalko lahko napišeš, če imaš 5 minut časa. Enega bo ti pa zdaj to raziskuješ, kdo je to naredil, pa se zmisliš nekaj. Reza? Ja, tako je. No, si ti tudi veš, vse si pisal. Ja, kriminalko pa še nisem, Ne, ti imaš dobre knjige. No, hočem reči, da je pa pri Nedeljnih solzah je pa zgodba o mojem življenju, o dogodkih, ki so se meni zgodili, plus dogodkih, ki so se zgodili v tistem času, ko sem bil smehen in se je Jugoslavija še drugače razvijala, kot je bila tikrat propadla. In je dejansko tisti socialističen samoupravljanje bil glavni in nam je vsem bil fajn. Zdaj bom se oproščal, ker določeni ne bojo to tako vzeli, ampak jaz osebno, plus moja generacija tistih srednji sloj, smo imeli vse. Šli smo na morje, imeli smo fičo, tam imeli smo stanovanje, imeli smo službo. Jaz ne morem razumeti zdajšnjih situacij, glede na tiste, ki so takrat bile. Takrat je bilo tako, da je prišel šofer na komunalo, tam, ko sem delal v Hrastniku, rekel, dej mi knjigo, grem jaz na gradbeno oblast, ne bom več. Aha, greš kaj, no, okej. Tudi, da bi zdaj se zgodil, da bi rekel, da boš kar zbiral službo, ko boš šel kamorkoli, pa tega ni več. Pa veš, da se zdaj spet to dogaja. Delal so v njih. Iz drugih razlogov. Zdaj pa kapitalizem drugače postavil stvari in zdaj pa... Recimo, da smo mi imeli ledrzic, smo se nekam usedli, pa smo bili tam do konca karijere, zdaj pa malce bolj menjajo. Ampak greva midva, še potem, zdaj pred kratkim so rekla, da je tale šla, na to sem pa ponosen. Pa še Ostostrelec, tudi taka kriminalna zgodba, malce povezana tudi z osamosvojitveno vojno na začetku, pa potem spet s policijo. Ampak tukaj sem pa naredil eno stvar, ker jaz sem tisti knjigi dal najprej ime generalni direktor policije. Pa sem spremenil Ostostrelec. Zato sem pa dal generalni direktor policije, zato ker sem hotel povedati, da policija ni slaba. In tam je glavni enak policaj. In enostavno nisem hotel reči, da zdaj, če se je meni nekaj slabega zgodilo, da so pa vsi policaji slabi. Je pa lahko kakšen državni sekretar malce slabši, ne? Ja, itak. No, imam enega v želodci. Imam enega v želodci, in tudi v resnici. Imam enega v želodci, ni več tam zdaj na onem, ampak je zdaj celo je zdaj pa tam, ko urejajo hiše, ko je že ta Boštjan Šefic. Tam je krivijo, tam pa sem ni bil takrat na ministrstvu za tudi še ena služba, ki je zelo efikasna v narekovajih, ne vem, kaj malo bo avgust, ljudje pa še vedno bolj tako, ne bova politike reči. Ne bova. Tak dobrodušen človek si, mislim, da naiven kot jaz, imava skupnega prijatelja, žal ga ni več, Davida Tasiča. Recimo oba piševa, imava rada šport, ampak jaz nisem bil nikoli v zaporu, ti si bil, jaz nisem bil nikoli tajni policijski sodelavec, ti si bil, jaz nisem bil nikoli dober z financami, s temi denarnimi tokovi, ti si očitno bil, ker so te rabili, kako. Ampak kako se vse skupaj začelo? Jaz tako, če rečem, kar tako malo, ko si ti vzel posojilo 200,000 evrov in ga kot naiven, dobrodušen človek podaril. In zato tudi potem sedel v zaporu, mimo glede, da je to zgodbo malo. Kako si ti padel v to kolesje policijskega sodelavca? Glejte, zadeva je naslednja. V bistvu moram že spet reči, da ne smem brcati človeka, ko leži, se pravi, za mene zdaj policaj tisko leži, se pravi, ne smem ga brcati, prav biti zelo objektivno. Policaji pri svojih delih, kriminalisti, pri svojem delu uporabljajo informatorsko mrežo. Razne informatorske mreže imajo pa na podlagi zakona o policiji tudi možnost, da sodelujejo s tajnimi sodelavci na podlagi odredb. Zdaj, to je teorija. V praksi je pa problem v tem, da enostavno nikoli ne more doben kriminalist priti do enega pa reči, ti tajni policijski sodelavci, veš, halo. Se pravi, zmeni iščejo tistega, kar je v eni situaciji nekaj narobe naredil,
ali ki je ranljiv na kakršen koli način. In ti si bil ranljiv, Jaz sem postal ranljiv. evrov. Jaz sem postal ranljiv, ker nisem ostal brez 200 000 evrov, jaz sem ostal brez $500 000 evrov. 200 000 evrov sem jih posodil, moja ideja je bila taka, da bi zaslužil milijon, pa ne bom zdaj razlagal, jaz sem hotel vzeti 10 rudarjev pod 25 000, to je 250 000 evrov. Rudarji bi delali za mene neke stvari, pa to sploh ne bi delali. Vsak od tistih, ki mi dal 25 evrov, 7 ur pa pol ena firma. Jaz sem bil sposoben narediti firmo v enem dnevi, se pravi 7500, kar 3 firme v 4 tednih, 12 ur. 12 ur, krat 10 delcev je 20 ur, krat 10 mesecev ali pa 12 mesecev je milijon. To bi zaslužil v nulo, da je takole. Ampak, mene so potekli enega gospoda, ko so za njega kriminalisti rekli, da je sposoben mrtvega prepričati. Ne? In jaz sem bil najeven, mi je ne dal garancijo, hišo, jaz sem mu posodil za mesec dni 200 000 evrov. Ne bom zdaj, kaj šlo je za neko manjšo garancijo, eno te garancije do konca. Vic je bil pa o tem, da sem pa jaz bil tisto, ko sem mogel to vrniti, ampak ni bil sam ta problem. On mene še tu vlekel, da sem jaz po Nemčiji hodil, da nisem delal doma, plačal od neke odvetnike, skus sem si mogel sposojati in on me je skus rinil denar, se bomo dobila milijon, pa se bomo dobila 2 pa 3. On mi je uveril mi je listine, ko je Katja, moja ščerka nekaj Katja, to neč ne pomeni. Pa notarij mi je uveril, da mi je dolžen 60 milijonov, da mi je dolžen, govorim tolarih. Ja. Da mi je dolžen teče, da to neč ni, to je bilo brez veze. Policaji pa niso ga uvadili, oziroma jaz sem ga uvadil. Policaji pa niso reagirali, očitno je bilo zmenjen, da ga mi potrkne, da sem bil ranljiv. Ker so tebe rade. Ker so mene rade, rabi so me zaradi specifičnega znanja na področju prava, ker sem znal narediti firmo, o kateri ben ni vedel, kdo je lastnik. Dejansko se je pol v nadaljevanju zgodili, da so slovenski pravci denarja pravi denar preko firm, pa niso vedeli, da so moje. Ker enostavno niso kapirali, kaj se dogaja. Ampak ti si bil pa že takrat policijski sodelavec. Sem bil, ampak jaz nikoli nisem bil policijski sodelavec. Jaz mislil, da sem policijski sodelavec, pa nisem bil. Jaz sem podpisal listino, to je ista zadeva, kot zadeva Ornik. Ta fant je tudi neki tazga imel, na televiziji je bil in on je, ko je njene videl mojo zgodbo preko SEOL portala, je rekel, to se je meni zgodil. V glavnem vic je o tem, da jaz sem podpisal listino v enem izvodu. In tisti izvod se je zgubil, gospa Prelesnik je ugotovila, pa njeni pomočniki, da sigurno obstaja, ampak policaj so rekli, da ne obstaja, da ni bila, ne in konc. Finta je samo o tem, da ni pomembno, ali si jaz podpisal ta list. Pomembno je ločnica med informatorjem in tajnim policijskim sodelavcem. Informator je tisti, kukar pove, recimo, ti greš zelo po cesti, vidiš, da je tam eden kamen vrh v avto. Pokličiš policijo, rečeš, lejte, tam sem videl, da je eden tole naredil, ti si informator. Kadar ti pa kriminalist da navodilo, kako moraš delati, pa kaj moraš delati, takrat si pa tajni policijski sodelavec. Ali imaš odredbo ali ne? Zdaj pa finta je naslednja. Nikoli ne veš, ali je bila odredba dana ali ne. Tu je naša težava, naše zakonodaje. Ker policistu ni potrebno, kriminalistu ni potrebno, da ti je pokaže. Jaz tudi nisem nikoli dobene. Ampak vic je bil den, da potem, ko sem jaz obrnil plošče, ko sem videl, da so me zašili vrgli v zapor, sem jaz pomagal tistim, ko sem jih lovil. In takrat, ker je bila ena zadeva v zvezi kraje premoženja od Gorenja, je moj brat odvetnik prosil odvetnika tistega, ki je bil obdolžen, da naj mi pošle odredbo in sem pa tiste odredbe celo dobil. Zdaj moramo malce skrajšati. Ja. Zdaj govorimo še o tistih 200 000 sposojenih, denarja ti niso vrli, vmes so te znovačili, da si delal za policijo in potem, namesto da bi naš sodni sistem raziskoval tistega, ki je tebi odtujil denar, si se v zaporu znašel ti, čeprav si bil najprej obsojen na pogojno zaporno kazen. Brat tvoj se je pogajal, da bi bil za družbeno koristno delo. 2 dni, preden bi ti moral na prestajanje zaporne kazni, so prišli po tebe. Ne, jaz sem pač odnil, ker so me klicali policaj. Moj mentor me je klical v Celje, rekel, da moramo se nekaj zmeniti, bila je nedela. Jaz sem prišel, preden smo se začeli pogojati, se je pripeljala Marica, policaj me je legitimiral, vrgel noter v Marico in peljal v Maribor v zapor. In jaz sem imel pa naslednji dan. Ti si lahko poklical brata, en klic, brata tudi odvetnika, Igorja, pisatelja, Karloška,
In on je rekel, se te bomo, Ja, ker je šlo se bil potem, da je sodnica imela narok razpisan za 17. septembra, jaz sem pa 16. pa šel v zapor. 19. bi pa moral. Ne? Ja, 19. bi moral. In pa je bila fora v tem, da je pol enostavno mojem bratu povedala, da bo sama odločila, da ne bo nič naroka. Ne? Je rekla, da bo brat vaš do sobote doma, je rekla, 2 dni rabim, da imam eno težko zadevo, pa v sredo bom jaz naredila, v četrtek bo napisala ena punca, ki je strokovno sodelavka, v petek pa zjutraj pridite, boste nesli do tožilca, da bo podpisal, da bo skrajšal pravni pouk, je bil treba 15 dni skrajšati. Ne? In rekel, pa bo podali do brata, da še on podpiše, pa bo šel v soboto domov. In ta je bila v tem, da je ona zahtevala od tožilca, gospoda Žaberla iz Celja, da da mnenje glede mene. Tožilci rekel, Borisa ne maram, jaz sem pa tudi podjatov, Igor, in bom za tebe tu podpisal, da se strinjam, ne? Z družbeno koristno delo. Potem bo šel v policije in moj mentor je podpisal, da se strinja. Ok, se pravi pa niso vse, kar je bilo treba. Mentor, ker je tisti, ki je dal kakšno nalogo, ne? Ja, tako. No in vidite, bilo v tem, da je brat mene poklical, prav, se mu ozvital, jaz sem se že hvalil po zaporu, da grem domov. V glavnem bici bil v tem, da me v petek kliče zjutraj, prav, ni negativno bilo rešeno. Je pa mi brat povedal tako, je rekel, jaz sem prišel na sodišče, da vzamem, ne, ker je mu rekla, da bo šel v bolj. Pogledam, vidim negativno, pravim, ko pa je to gospa? Rekla, ne sprašujte, jaz sem mu bila naklonjena, jaz sem mu dala pogojno že prvič, nič naprej ne sprašujte. In pa sem pač odslužil. Pritiski od skoraj, kako ne vem, kako ne reči, glavno sploh ni pomembno. Finta je tem, da ti si potem odsedel let pa pol, ker sem bil izredno priden, bil sem redar, v mariborskem zaporu, moram se pohvaliti, da pol, ko sem jaz šel, so mogli 2 metra. So pa vedeli, da si ti v zaporu, to pa verjetno ni fajn za zapornike, da je policijski sodelavec. V Mariboru odloči se, to je otroški vrtec. Aha, to ni problem, ni težava. Ampak tisto leto in pol si odslužil? Ja, imel sem pa srečo, ko nisem vedel, ker se je še lepo pokazal, ne? Ker mariborski zapor je znam potem, da ima kazni do 1 leta pa pol, več ne? In v Mariboru je tudi zelo močen oddelek za tiste, ko so v priporu, čakajo na sojenje pa dokončne sodbe. Ne? In pa grejo, ko dobijo dokončno sodbo za 4 leta, 5 let, 30 let, grejo dol na dol. In jaz sem bil redar, ne? In jaz so se vsi smilili. Tam pride do tega, da v četrtek dobi denar, recimo, pa prepozen, ker v sredo pride pa iz kantine do njega. Ne? In on ne more naročiti. Pa so pa mene prosili, da grem jaz v petek v kantino, pa čakam tam v vrsti, pa kupim, pa jim prinesem gor, pa knjige sem nosil, pa itak jih je vse zjebili, pa niso imeli polštro, pa take stvari, mislim, z glavno. V glavnem, jaz sem šel na roko. In potem so ti pol bi mene poznali, ker sem se čez 5 let poznal do dol, ko so vsi dol bili. No, tam si se pa znašel potem v Dobu, ne? V tem našem največjem zaporu. Seveda, tista zaporna kazen je bila potem razveljavljena, ampak ti si pa tam odsedel, ampak pridi v Dob, je pa menda ni dobro za pedofile, ne? Ja, pa za posebej ne za policijske sodelavce. Ne, ker vsi mislijo, da tam pa je bilo nevarno, ne? Tam pa je bilo nevarno s tem, da moram povedati, da še sam nisem vedel, da sem srečo, jaz sem v bistvu iz Radeč, ne? Pazniki so včasih imeli, mislim, včasih je bil vsi vemo za vzgojno poboljševalni dom BPD Radeče, ne, Potemeš. Bil je včasih pa tudi KPD, kazensko poboljševalni dom, kazenski. Skrajšen. 40 paznikov je iz Radeč bilo dol, ne. In oni so me ne poznali, jaz pa nisem jih poznal, ne. In so dejansko malo mi šli na roko, so pazili za moj hrbet, ne. Moram povedati, da sem enkrat znoro, enkrat se mi je zgodila ena taka bolana stvar, ko sem res reagiral tako, kot nikako ne bi smel. Sobota je bila, žena je prišla na obisk in ko gre, ne, 4 ure je lahko pa oziroma 1 uro, pa ko si pridin, vsak teden dobiš 15 dni zram, če ne dobiš na dobe in to pridi 4 ure. In jaz sem bil 2 ure nekaj tazga in ko je žena šla, sem videl, da je tam gor proti avto, jaz pa grem
igrišča, ko so eni cigani igrali košarko. Nisem niti šmiril. Pa enkrat njeha igrati, pa eden reče, a ti si tisti policijski sodelavec. Jaz sem pa mislil, on, ko me je noč spravil, mi je skozi govoril, nas ne bojo nikoli zaprli, reče, nas niso, mene so, ne. In tista frustracija, tista jeza me je tako, jaz sem prišel, mislim, da mi pena šla na usta, tukaj sem znoril in sem jim take stvari povedal, da so oni znoreli pol, ne. Da so hvatili čez mrežo priti, pa niso mogli, ker so pazniki preleteli, pa so jih spravili, pa prav en paznik, da si jim kaj rekel. Ne, mislim, ampak ne, takrat sem znoril. Pa še potem enkrat, ne? Ne, ti si bil pa prec. Ti si bil pa prec. Namreč, jaz sem poznal 80 fantov, ki so bili prej v Mariboru. In en od njih je bil Makedon, Stankovič, ampak oni imajo tako napisan. In on je delal v pralnici, jaz sem bil takrat pa in šef pralnice v Mariboru in redar, vse sem bil skupaj. In on je bil takrat šele v priporu in je mene prosil najmo neki slikam, pa tako naprej. V glavnem, jaz sem mu tu naredil slugo, zdaj pa on že bil v pralnici in je takoj te bom spustil. In že prvi dan, ko sem prišel v blok, iz prvega bloka, tam nas je skozi zaprt, pa imel sem 2 ure izhoda. Sem šel v pralnico in sem tam že del 2 ure, to je za tistega, kukaj ne moreš sam sedeti pa gledati televizijo, to je groza. Ne? Za normalnega človeka je tisti, da nekaj delaš, je užitek, ne? Ali pa bom neko pozabiš, ne? In tam se tudi pogovarjaš, normalne odnose keš, ne? In pridem nazaj, pa čakam, da me bo paznik spustil v moj del hodnika, ko so bile 20 nas je bilo, 2 sobe po 10, ne? Na tej strani so bili pa, nismo bili kao suhi trak, ne, da ni dobene droge, na tej strani so bili pa oni slabi zobi. En pa leti gor in ne gleda, pa je mislil, ko sem tak djebo pa v krogu, pa sil, ne, kaj je rekel, kam imaš ti rad punčke? Jaz sem ga zabrisal v tiste rešetke, da se je sesedil. Sem nisem ga še brcem, pa sem rekel, ne bom. Pa pride paznik gor, ne. Pa reče on, kaj mi naredil? Je rekel, ko s pozivu? V bistvu tu paznik nikoli ne naredi. Ampak dejansko je videl, ne, mislim, po moje je mogel slišati, kaj je on njen rekel. Ne. Ampak nismo ga še videli. Ne. Ampak enostavno pazniki so čudoviti ljudje. To oni znajo, veš kaj znajo? Prvi dan je vedel, stu jih je odpršil, prvi dan je vedel, kako se pišem. Je napisal za izhod. Mislim, imajo določene stvari in enostavno tu so res Facebook. In Boris, ti si se znašel, kot sem dejal, ne po svoji krivdi v zaporu, kar nekaj časa si doživel. Po svoji krivdi. No, ja, po svoji krivdi, nedolžni recimo. Ne? In zdaj, pomagal si tudi kakšnega hudega tajkuna ali pa tajkunko spraviti v zapor, s tem, ko si sodeloval s policijo, ker si poznal zakonodajo, te naše prihvatizacije, kot rečem. Pa vseeno, na koncu so te tisti, s katerimi si nekako reševal pravno državo, pustili na cedilu in si se ti našel na drugi strani zapora. Tukaj že spet moram povedati to, da se točno ne. Ne sam, da bi cela situacija taka bila slaba, ne, pod posamezniki, ne. Dejansko bom rekel, kaj se je dogajalo te zadevi, Deko tam, ta je bila tista, katero sem jaz postavil in sem končal za rešetkami. Što si bil naslednji? Da so lovili, to je zgodba uradna, ne, policaji so lovili enega, ki je prav denar. In očitno je bilo tistega denarja za tajnega sodelavca, ki je mene vodil, toliko, da se nekaj ni splačal to končati v roku 3 ali pa 6 mesecih, ampak se je nadaljeval, ker se je vsem bilo fajn. Razumite, da so se dvigovali vsak dan 30 pa 60 tisoč evrov, ne? In se to malce razdelilo. Ne bom neče rekel, ker ne morem dokazati. Vem jaz veliko stvari, ampak vid bil samo v tem, da je 2008 prišel do krize. Takrat, ko je prišel do krize, ko je to prav ni mogel več folgati, in takrat je prišel do tega, da so rekli, zdaj pa dajmo vadbo zopr tega človeka. Ne? In kjer je dal vadbo jaz? Zdaj pa je bi rekel, dej ti. Ta prvi je dal en drug.
je prišel v Ljubljano in dal vadbo, so rekli, pa ti si mlad, ti si vse zriht, ti si vodil, ti si imel računovodstvo, ti si imel elektronsko bančništvo, ti si dvigoval dan, ti si indel, da ne možeš ti. Jaz sem bil pa lastnik firmi, nisem nič drugega imel. Lastnik firmi sem bil, preko katerega se to pravi. In sem jaz dal vadbo, zdaj pa tako, ne, predstavljaj si situacijo, mi pa se zdaj poznamo, ne, mi da se pogovarjamo določen stvari 2-3 leta. Pa jaz ti rečem, veš, zdaj boš pa mogel, zdaj te bom pa uvadil, ne, zdaj boš pa ti dal vadbo, ampak zdaj boš pa lahko šel v zapor, zdaj pa lahko dolžil v pogojno, zdaj pa lahko boš mogel imeti odvetnika, zdaj pa pazi kao človeko. In policist ni upal dati pravnega pouka, razumeš? Ni mogel, ker enostavno, ko je videl, mitva sem se poznala, vadba enako in mi je bil super, jaz sem mu vse živo povedal, razlagal, rihtov, ni bil navdušen. Jaz sem mislil, da sem James Bond, sem snimal včasih s takim tisem ključkam, posnijeval ljudi, kakor jih oni niso upali posnijeti policaje. Vse sem naredil, ne, veš, on pa sam, fajn, Boris, super, ne. Zdaj bi on meni mogel dati pravni pouk, pa ni dal. In zdaj, ker ni dal pravnega pouka, bi lahko vse parili. In potem so pa poštudirali policaje, so pa brihni, ne, ko stuko delajo. In so poštudirali, da mi niso zaprli takrat, ker so celo družbo zaprli, ampak so rekli, Boris, ti si pa naš, ti boš prišel pa na policijo en dan kasneje, pa se v služilcem tukaj zmenil, ne. In jaz sem potem prišel res in potem gledam tožilca, ki mi začne tole razlagati, ne, ja, zdaj pa tu mi bomo tudi tebe, ne, pa levo desno, pa grem jaz mojo svakinjo, ker brat ni hotel z mano iti, ker ko sem mu jaz rekel, zakaj moram iti na policijo, rekel, ti poslušaš sam sebe, kaj govoriš, ne, si zmešan, sodeloval si s policijo, zdaj te bojo posaprli, si kaj. Moja svakinja je odkimavala take očke, imela, ne, Boris, ne podpisati, ne, ker oni so mogli imeti pod mene podpis, ovadbe, zato, ker tista vadba, ko sem jo podpisal brez pravnega pouka, ni veljala, jaz sem jo podpisal. Zakaj? Poklical sem kriminalista, jaz sem šel na posvet, pokličem kriminalista, pravim, posluši, ko je, a velja za mene pogojno ali ne? Seveda je bila. Je pa not pa preveril, on je šel not, pa šel ven, itak mi neč vprašal. Ali tebi pa rekel? Mi je rekel, veš, da je velja, jaz sem not podpisal, bom pa na to. Tako je to. Ja, in potem se je ugotovilo, ne? Ja, vse pol je pa, na podlagi istih dokazov me je sodnica obtožila, na podlagi istih dokazov me je oprostila. Ker je vmes vrhovno tožilstvo rekli, da v bistvu, zakaj so me spustili, to je taka luna. Vse tiste stvari, ko so bile grozne, ko so ponaredili policaji zapisnike, pa ponaredili dokaze, pa smo vsi ugotovili, da je to, pa mene so na sodišču pretepili, priča me je užgal. Pa sodnici ni potegnil, da nekaj ne drži, da je nekaj narobe. Je vrhovno sodišče rekli tako, ker to je sodba Evropskega sodišča za človekove pravice, da kadar kjer pride sam sebe ovaditi, mu noben ne sme suflirati, ali naj tu on pove ali ne. Ne sme mu reči, ti kar povej, se te bomo milo kaznovali. Meni so pa celo obljubljali pogodbo. Pogojno. In zato je dejansko vrhovno sodišče na sojenjem prvo stopno, pa sem bil poproščen. In glede na to, da je to res vse skupaj zakomplicirano, ne? Ja, jaz verjamem, da tudi mnogi naši sodniki ne razumejo, ko pridejo dve nasprotni, ali pa včasih tudi ne smejo. Si mi pa dejal, da obstajajo tudi kakšni sodniki ali pa sodnice, ki pa ne vem, so človeške, kako? Enkrat si biti tudi nekaj obsumljeni. Ja, moram nekaj povedati, ker najbolj zanimivo je to, da doben policaj ni butast, to morate vedeti, to so brihtni ljudje. In enostavno v sodelovanju s tožilstvom oni lahko proti tja vržejo 20 kazenskih ovadb, ne? V sekundi 20. Recimo, jaz sem hodil po robu, ne? Jaz sem dejansko bil tisto, ker sem znal stvari narediti. In enostavno, ko sem zgubil 20,000 evrov, 500,000 sem bil na koncu, jaz sem mogel zaslužiti. Jaz sem delal stvari, ker so jih narobi. Mogoče se bi prevrgli na drugo stran, pa že kaznivo dejanje, ampak sem gledal, da ne. Namreč jaz sem prevzel firmo, ki je bila dolžna. In zdaj šlo so tem, da vsi naši odvetniki, tisti, ki so bili pametni, so poslali v Makedonijo ali pa v Šipterijo, ne, kao drugi so lastniki teh firm, jaz sem pa na sebe prevzel. In meni ni doben mogel neč očitati, da sem jaz kaj uškodoval, kaj in pol, sem bil pa na meji, da mi lahko dali 20 kazenskih ovadb, pa so mi jih nametali.
kazensko ovadbo za oškodovanje družbenikov, zato ker ne pa upnikov in tako naprej. To je tista finta. In dejansko, ko so oni meni to naredili, sem jaz se znajdel v večjih kazenskih postopkih. Ne? In enostavno najbolj problem je to, da takrat, ko priješ na sodišče, pa če si že bil kdaj v zaporu, nimaš nobene šanse, da boš dokazal, da je dolžen. Tudi če ti je, ne vem, mama od sodnika povedala, napisala, da si nedolžen, te bo on obsodil. Je bila pa ena sodnica v Mariboru, ne, v Ljubljani, ko je imel sem obravnavo, da sem kao v leasingu avto vzel. Ja. In je priča bila ena ljubica iz Fužin. Da je to ljubica? Ne, ljubica je bilo ime. Da je kao za mene prodala avto naprej, da sem jaz dobil nek dan. In da te pozna, ne? In da veš, ne. No, in sodnica je... Ona je malo sumna, da je tole malo čuden. In rekla, dajte se usedi k meni. Tam, kjer sedijo porodniki. Tukaj zraven mene kukar porodnika in ga je pa poslala na klop tam, kukar sodijo obdolženi v prvo vrsto, ne. In ko prišla ta ljubica noter, je sodnica vprašala, poznate Karlovšek Borisov? Ja, poznam. Kje pa je? A ga lahko vidite tukaj? Ja, tale, tamle, ja. Sigurni, ne. In je pokazala na porodnika. Na porodnika. No, pa je dobila kazensko ovadbo zaradi lažnivega pričanja. Ampak hočem, to je zelo redko. Zdaj, Boris, bova počasi tole skrajšala, ne, pa se vključila. Zdaj, nekaj mi še povej. Zdaj, poznaš od Drobovje delovanje na nek način kriminalistov, tudi tistih, ne, ki so slovensko zelo prepoznavni, pa na imenih, poznaš delovanje tožilcev, poznaš delovanje sodnikov, tudi zapor si izkusil, ne. Znana ti je tudi recimo Vegradova direktorica, ki se tudi s tvojo pomočjo... Imela je smola, da je na podlagi moje pomoči prišla v zapor. No, in zdaj, mi navadni državljani mislimo, mi živimo v pravni državi, ne, to tisti, ki je kriv, gre v zapor, ne, tisti, ki ni, pač ne gre, ne. Ni res. Ni res. Ne. Ni to žalostno zdaj. Ja, ni, tako je taki life. Enostavno bom rekel, kaj je meni, recimo ena gospa napisala, ker sem klical, ko sem prišel iz zapora njenega moža, ne. Pa mi je napisala, da je njen mož umrl in da bi bila ona zelo vesela, če bi lahko zamenjala situacijo, da bi njen mož bi mogel 5 let v zaporu, pa da bi prišel, ne pa da je umrl. Ne? Recimo, mož vzeti tako, kot se je zgodil. Jaz sem pač to vzel, 2 let sem dal državi, mogoče zastojno, ampak sem nekaj izkušenj dobil. Ne? Kar se tiče pa... Ta zaupanje, ta pravni sistem. Glejte, jaz verjamem v pošteno sodstvo, čeprav, ko sem enkrat mojega brata poslušal, ko je tole razlagal, sem mislil, kaj govoriš nek, ampak enostavno to je, res. Problem je v tem, da mi nismo, glejte, eno stvar, jaz sem pravnik, pojma nimam o 1000 stvareh, ampak imam sam tole. In tukaj je ta problem našega sodstva. Tožilec ali pa sodnik bi mogel, glejte, jaz sem takole vzel, ne vem, rečemo, da je tole kemični svinčik, pa takole dajem, rekel, tole je res, kaj je svema je res, kaj ne. Ko bo tvoj sodnik vedel in najbolj mi gre na jetle, kot je, recimo, se mi zgodili na sojenju, nisem bil priča, jaz sem bil liken priča, ker je bil veliko tisti zgod, ko sem se mogel jaz kot priča tam najti. Vidim, da je sodnica naročila izvedeniško mnenje in ni upoštevala izvedeniškega mnenja. Zakaj si pol naročila tisti, če ti nimaš pojma, pa ne moreš ti, jaz vem, kje veš? Enostavno problem je tem, da bi morali, lejte, takrat, ko smo mi šli v gospodarski sistem, nov zakon o gospodarskih družbah, mi bi mogli imeti 20 let prehodnega obdobja, da bi se policaji naučili, kaj je kaj. In tožilci in sodnišče. Zdaj imamo pa občutek, da so samo odvetniki tisti, ki lahko plačajo. Ne, odvetniki so pa tisti, ki so morali to preštudirati. Ker če hočeš ti zaslužiti, moraš biti dober. In potem mi rečemo, velike barabe so zunaj, mali tatiči po zaporu. To je zmeri. Se včasih tudi kakšen velik tatič, ne? Ja, no, ampak lejte, bom rekel tole, če vzamem gospodarski kriminal, ne, ali pa kaj, sploh ne morem reči kriminal. Kaj Boško Šrot naredil? Vse povedal, kaj bo naredil. 10 let so ga pustili, primer, pojel bi pa kar naenkrat kriv. Mislim, to je brez veze. On bi mogel biti kriv že prvi dan, ali pa nikoli. Bi imel kdo koristi?
ne vem, nočem politika. Jaz sem tu rad rekel, da enostavno učiti se morajo, sodniki se morajo učiti, pa ne vem, če se imajo čas. Po drugi strani pa tožilci, pa sodniki so pa največkrat kolegi, ne? To, po eni strani smo mi, ko smo obdolženi, pa odvetniki na eni strani, na drugi strani pa sedita skupaj tožilc pa sodnica, ne? Ker največkrat je, lejte, tudi ne smem tako zgledati, zgledati punce in tako ne vem, ampak 80% sodnikov je sodnic, ne? In bom rekel, za eno točno vem, da študira že ob 9, kdaj bo skuhala kosil, ob 10 študira, ali bo šla punca na pravcajt na avtobus v šolo, pa ob enih kdaj bo mož domov prišel domov s svojcem bika. To so te stvari, ne. Lejte, tu odvetnik ima druge, ima čist drugače, ne. To je to, ne. Boris, jaz upam, ne, da si razumljivo pojasnil, kaj se ti je dogajalo. Jaz upam, da se ne znajdeš nič več v zaporu, da pa še kakšno knjigo ne pišeš tudi o teh skrivnostih. Ker zdaj letos je že kar nekaj šlo, še kaj načrtuješ do konca leta? Ena mogoče bom videl, če bo, drugače pa pred februarja. Je treba kaj prodati tudi, ne? Ja, itak, se bomo potrudili. Ja, Boris, hvala ti za vse, kar si povedal, še veliko plodovitih let ti želim, pisateljskih, z otroki si verjetno zaključil, ne? Absolutno. Tako. Hvala. Hvala. Hvala pa tudi vam, ki ste nas spremljali, pa po zasavsko. Srečno.